Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V prvih nekaj epizodah s teboj delim koščke svoje preteklosti in nekaj preizkušenj, ki mi jih je življenje prineslo na pot. Tiste, za katere verjamem, da so me oblikovale. Če še nisi, te lepo vabim, da poslušaš prejšnjo epizodo, kjer delim čas otroštva, šolanja in odhoda v tujino. V epizodi okvirno podelim izkušnjo z medvrstniškim nasiljem, ki pa jo v celoti opišem v svoji novi knjigi Vse je v redu. V prejšnji epizodi govorim o nenadni izgubi soplesalca pri 16 in nato še fanta pri 19 letih, o soočanju z minljivostjo in krivdo. Danes pa nadaljujem, kjer sem ostala ob koncu prejšnje epizode, na začetku dodiplomskega študija grafičnega oblikovanja in ilustracije na The Montfort University v Leicestru. Tega študija jaz res ne moram prehvaliti, ker je bil odlično zasnovan, v prakso usmerjen program, z izjemnim naborom profesorjev, ki so vsi še vedno tudi aktivni v industriji in so bili res odlični mentori. Program je bil usmerjen v eksperimentiranje, v premagovanje strahov, preseganje ideje o perfekcionizmu in raje v iskanje lastnega unikatnega načina izražanja. Skratka, meni in na moj karakter izredno pisan na kožo. Profesori so nas opominjali, da ni treba biti vsem dober, da moraš najti eno stvar, v kateri uživaš, si v njej dober in se potem v tej stvari izpopolnjevati. Jaz sem študijsko obdobje v večini posvetila delu. Deloma, ker sem v ustvarjanju uživala, deloma, ker je bil študij finančen zalogaj in sem želela izkoristiti vse, kar mi je bilo omogočeno, in deloma, ker sem nevede polnila praznino, ki je nastala po izgubah bližnjih, o katerih govorim v prejšnji epizodi. Program sem zaključila kot najboljša študentka v letniku, prejela sem nagrado za dosežke na področju oblikovanja in še pred podeljeno diplomo mi je bila ponujena služba v oblikovalskem studiu v Leicestru, kjer sem prej čez poletje opravljala prakso. Zagotovila sem si mesto na podiplomskem študiju snovanja vizualnih identitet na University of the Arts London, hkrati pa sem svoj portfolio poslala na oglaševalski agenciji Pristop in Luna, ki sta bili takrat edini, ki sem jo poznala v Sloveniji. Če imam prav v spominu, sem se zelo kmalu, govorim v par dneh, potem ko sem poslala portfolio, že dobila za Ljošo Bagola, ki je bil takrat izvršni kreativni direktor na Pristopu. Dogovorila sva se, da po prejeti diplome pridem delati na Pristop. In tako sem se kot mlajša oblikovalka zaposlila v oglaševalski agenciji.
Jaz sem v resnici takrat še vedno puščala odprto prijavo na podiplomski študij in tudi oblikovalskemu studiu v Angliji, kjer so mi ponudili službo, sem samo rekla, da mi je potekla najemna pogodba za stanovanje, da se bom vrnila domov in da ko najdem novo stanovanje, da se jim javim. Ampak potem sem začela delati na pristopu v okolju, kjer sem se res ogromno naučila in se odločila, da tam ostanem. Bila sem obkrožena s krasnimi, kreativnimi ljudmi, ujeli smo se, veliko smo delali, se skupaj trudili za projekte, za katere smo potem tudi osvajali nagrade na raznih festivalih. In na tisto obdobje imam res lepe spomine. Smo veliko delali, smo pa tudi žurali skupaj in se mi zdi, da sem izkusila prav eno tako agencijsko work hard, play hard vzdušje. Tekom par let sem potem napredovala v umetniško direktorico in skrbela za vizualno podobo večjih slovenskih znamk. Eden izmed projektov, na katere se z veseljem spomnim, je recimo oblikovanje embalaže za vodo Zala. Ko so oni planirali nov izdelek, vodo z mehurčki v pločevinki, sem embalažo obdala z ilustracijami ljudi, ki so se sprehajali, v ozadju pa je viden obris Ljubljane. Odziv potrošnika in naročnika na nov dizajn je bil krasen in smo potem te ilustracije razširili in jih aplicirali na vse njihove izdelke. Tiste vode v pločevinki so potem ukinili, so pa te ilustracije še danes uporabljene na vseh vodah Zala in sem res zelo ponosna vsakič, ko jih vidim ali v trgovini ali na Petrolih ali kadarkoli jo kdo drži v rokah. Poleg tega, da sem bila redno zaposlena v agenciji, sem imela odprt še popoldanski espe, za katerega sem najprej ustvarjala predvsem ilustracije. V trgovinah Babuška, Ika in Smile Concept Store so se prodajali printi kaligrafskih navdihujočih misli in mojih ilustracij. Potem pa sem počasi začela dobivati tudi svoje manjše naročnike. Večkrat so bili takrat to recimo prijatelji in znanci, ki pa so s svojimi znamkami potem rastali in sem imela priložnost zanje ustvarjati čudovite projekte. Od celostnih grafičnih podob do oblikovanja embalaže, tiskovin, tudi vedno bolj potem spletnih strani. Ilustracija in moderna kaligrafija pa sta bili zame vedno ena taka krasna protiutež službenim projektom oziroma projektom za naročnike, in sem jo ohranila kot en svoj hobi, kjer sem imela priložnost izražati svojo kreativnost. V tem času sem hkrati snovala in ilustrirala knjigo, ki je leta 2017 izšla pri Grafenauer založbi. Gre za knjigo, za katero pravim, da je moja prva in ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album za stare starše. To je knjiga z vprašanji na temo ljubezni, odraščanja, vsakodnevnih navad, življenjskih nasvetov, na katera stari starši odgovorijo in skozi ta vprašanja v bistvu zapišejo svojo življenjsko zgodbo. Ko knjigo enkrat izpolnijo, v njej je tudi dovolj prostora za nalepiti kakšne slike, jo potem podarijo svojim vnukom oziroma vnukinji. In ta projekt ima v mojem življenju res eno posebno mesto. Knjigo sem posvetila svojemu staremu atu, s katerim sva si bila zelo blizu in ker je to moje ustvarjanje ob službi šlo bolj počas, sem si vedno govorila, da moram zaključiti, dokler imam žive še takrat 3 stare starše in dokler v Sloveniji prej ne izide kakšna podobna knjiga. Potem pa se je na neki točki atovo zdravje poslabšalo, bil je hospitaliziran v UKC-ju in na srečo je bila takrat moja pisarna zelo blizu in sem ga imela priložnost obiskovati pred službo v času njegovega zajtrka, včasih potem celo med pavzo za kosilo, da sem mu pomagala pri obrokih in včasih še enkrat po službi in potem sem hitela domov in naprej ustvarjati. Jaz sem ves ta čas sploh nisem omenila knjige, ker sem jo želela pokazati, ko bo natisnjena in izdana skupaj s posvetilom, ki sem ga imela napisanega na koncu knjige in je bilo pač posvečeno njemu. Potem pa sem se eno soboto vseeno odločila, da mu pokažem eno tako improvizorično verzijo, ki sem jo doma natisnila in zlepila skupaj.
Prebral je posvetilo, mami in ati sta ga celo še posnela, ko je odgovoril na nekaj vprašanj, v torek, par dni kasneje pa je potem umrl. In se mi zdi, če on ne bi videl knjige, bi jo mogoče kar težko zaključila. Se mi zdi, da bi se mi zdel čudno ustvarjati in promovirati knjigo, ki opominja na pomembnost odnosov s starimi starši, če pa jaz svojemu atu, s kateremu sem posvetila knjigo, ne bi uspela dati tega darila. Redna služba in popoldanski SP, ki s časoma ni več zapolnjeval samo poznih popoldnevov, ampak tudi večere, noči in konce tedna, sta vse druge dejavnosti počasi nekako omejila in v veliki meri mi je ostalo samo še delo. Jaz sem takrat odnose z bližnjimi in čas zase v glavi postavljala visoko na lestvici vrednot, ampak moj urnik tega ni odražal. In čeprav se mi zdi, da je zaželeno in super, če v svojem delu najdemo potrditev in možnost za napredek in rast, je lahko nevarno, če postane delo glavno merilo naše vrednosti. In to se je vsekakor pri meni zgodilo. Je bila tudi posledica preizkušenj iz preteklosti, kjer me je delo rešilo in je postalo nekako moja opora, zatočišče, ker ko je šlo karkoli narobe, sem se potem pač vrgla v delo in uspeh je bil sčasoma predvidljiv in skoraj zagotovljen. Meni se je zdel recept enostaven, pač več kot delam, večje uspehe dosegam in meni se je zdel, da sem bila pač ob tem zelo zadovoljna. Po drugi strani pa začaran krog perfekcionizma, ki mi je pravil, da nič ni dovolj dobro in pomanjkanje občutka lastne vrednosti, vsaj tisto, ki bi bilo neodvisno od dela, sta me potegnila v vrtinec, v katerem je potem moje telo reklo stop in potegnilo zavoro. Jaz sem se v tistih dneh počutila nekako čudno, ampak občutkov nisem znala dobro opisati, še manj pa sem vedela, kaj jih je povzročilo. Vedela sem samo, da nekaj ni v redu. In jaz sem takrat klicala svojo terapevtko, h kateri sem hodila že prej, ne pa prav v tistem obdobju. Dogovorili sva se, da se dobiva konec tedna. V četrtek in petek sem si potem vzela dopust, dobesedno vzela, ker mi ga takrat v službi niso ravno odobrili, ker sem ga pač želela vzeti z danes na jutr, čeprav sem rekla, da po več mesecih trdega dela, da bi res nujno potrebovala en tak kratek predah. Takrat sem že čutila, da ne moram čakati na sprejemljivejši termin, da si vzamem malo časa zase. Zdelo se mi je, da po letih poslušanja, prilagajanja, ko sem res globoko spoštovala službo in jo postavljala mogoče celo na previsoko mesto, sem potem na tisti točki nekako brez dvoma in slabe vesti znala narisati mejo. In sploh je nisem pojasnevala. Takrat sem sumila, da mogoče ne bi razumeli in me pač 2 dni ni bilo v službo. Vedela sem, da sem potrebovala to pauzo, da preusmerim svoje misli. Takrat so se potem s prijateljico odpravili v Goriška Brda. In spomnim se, da je bilo res lepo, pozno jesensko vreme, še dosti toplo, da sem se takrat kopala v bazenu. Ampak kljub tem krasnim dnevom jaz nisem uspela pobegati svojim nekako napornim mislim. Skrbelo me je veliko stvari, so se pa skrbi večinoma vrtele okrog dela. In iz Brd sem se potem odpeljala naravnost k terapevtki. Hitela sem ji razlagati, kako se počutim, da je bila na poti v Ljubljano je bila gneča in ob misli, da bom zamudila na terapijo, se je v meni zbudil res močan nemir. Jaz sem kar pomislila, da bi skočila iz avta in stekla do mesta. Tako težko mi je bilo sedeti pri miru in spremljati, kako ura teče in samo razmišljati, a bom zamudila, a mi bo uspelo priti do časa ali ne. Takrat sem ji tudi prebrala številne simptome, ki so se pojavljali pri meni že dalj časa, tisti mesec prej pa sem si jih zapisovala. Nisem jih razumela in nisem jih znala povezati, sem jih pa nekako prepoznala in že to, da sem si jih začela zapisovati, kaže na to, da se mi je zdelo, da nekaj ni okej. 3. september sem zapisala hud pritisk v glavi, občutek, da možgani nimajo dovolj prostora. 5. september, hud pritisk v glavi, zelo napeta. 7. september,
zelo žalostna, jokala več ur, utrujena. 8. september, straši me misel, da delo ni vse. Ko sem bila na pijači s prijateljico, sem kar nenada izbruhnila v jok, huda bolečina v sinusnem predelu. 9. september, utrujenost, bolečine v sinusih, namesto vnovične terapije z antibiotiki sem si pomagala z zeljnimi obkladki. 14. september, depresivne misli, brezvoljnost, izgubljenost, kaj in kam naj sama s sabo, ko ne delam. 15. september, nujna potreba po dopustu in manj dela. 17. september, anksioznost, obremenjenost tudi glede aktivnosti v prostem času. 19. september, zelo napeta v službi, komaj čakam dopust, bolečine v zobu. 20. september, obisk pri zobozdravnici, ki ni našla razlage za bolečino, najbrž je povezana s kroničnim vnetjem sinusov, začetek oddiha v brdih, a na trenutke huda anksioznost. 21. september, huda anksioznost med vožnjo v Ljubljano. Po vsem tem naštetem mi je terapevtka rekla, da če bi bila ona moja osebna zdravnica ali psihiatrinja, da bi mi odredila bolniško. Da gre po vsej verjetnosti za zgodno obliko izgorelosti in da če se ne bom ustavila, lahko doživim panični napad. Ampak meni se je zdelo, da pretirava, da ni pogojev, da bi jaz izgorela. Mislila sem si, da sem čist premlada za izgorelost, da se to zgodi ljudem po desetletjih uspehov in trdega in prekomernega dela in da jaz niti slučajno nisem bila tam. Zavedala sem se, da sem moram se malo miriti, ampak da res ne potrebujem bolniške. Predvsem pa itak si je ne bi mogla vzeti, ker sem si brez dovoljenja vzela ta 2 prosta dneva, da bi šla na daljšo bolniško, mi pa v službi nikoli ne bi dovolili. V mislih sem imela vse pomembne projekte, ki smo jih imeli v teku v službi in še tiste, ki sem jih delala sama. Jaz sem takrat v sebi imela en koktejl različnih prepričanj. Da se to ne more meni zgoditi, ker je za mano premalo let trdega dela. In jaz nisem dovolj uspešna, da bi bila sploh upravičena do izgorelosti. En glas v meni mi je pravil, kdo sem, da si sploh upam pomisliti, da sem toliko posebna, da bi izgorela. B. Jaz sem sam moram malo manj delati. Preveč sem pomembna v službi, da bi bila dalj časa odsotna. In kaj si bodo sploh mislili moji naročniki? Jaz imam toliko enih projektov v načrtu. In to se mi zdi, zdaj, ko gledam nazaj, je bil ego oziroma egoizem, ki mi je dajal nek tak občutek vsemogočnosti in mi je res zastiral pogled na situacijo v tistem trenutku. Prepričanje C. Odhod na bolniško bi pomenilo, da se moram soočati sama s sabo. Kaj pa, če bom jaz na tej bolniški odkrila veliko enih slabih stvari? Kaj, če se pod temi simptomi skriva samo še več težav in več enih slabih stvari? Če grem na bolniško, bom mogla drugim povedati, kaj se dogaja, izvedeli bojo, koliko sem grozna, da sem nesposobna in ena velika napaka. To mi je govoril sram o meni. In še eno prepričanje, če grem na bolniško, pomeni, da se moram spremeniti. Sprememba pa pomeni skok v neznano in izgubo nadzora. Imela sem pomislek, kaj če si pa jaz vse ne želim spremembe, in to se mi zdi, da je govoril strah o meni. Na dan obiska pri psihoterapevtki 21. septembra sem potem na ta seznam simptomov dopisala močan odziv ob misli na bolniško. So se pa pozneje, par dni samo kasneje, skladno z terapevtkino prerokbo, moji simptomi nadaljevali. Zgodil se je panični napad, ki mu jaz rečem kar usoden, po katerem sem dobesedno obležala, utrujena in kar nekaj časa nisem ostala iz postelje. Tekom tega, ko se je ta panični napad zgodil, se spomnim, da sem sedela za svojo malo IKEA mizico v kuhinji v stanovanju pod Golovcem, kjer sem takrat živela. Klicala sem mami in ji samo ponavljajoče, skoraj nekako nenadzorovano govorila, nisem v redu, nisem v redu, nisem v redu, nisem v redu. In takrat sem se tako s telesom panično obračala sem in tja, misli so mi švigale v vse smeri, zdaj se je, da so tako na 250%
In če tudi sem sedela na stolu, se je meni zdelo, kot da stojim na robu enega prepada. Meni se je takrat zdelo, da se mi bo zmešalo, oziroma da se mi je mogoče že. In spomnim se, da me je mami vprašala, če se zatijem vrneta z obale in prideta pome, pa bomo skupaj preživeli tisti dan. In meni se je zdelo, da že to, da bi mogla zdaj vstati in si iti zavezati čevlje, da ni šans, da jaz tega zdaj nisem sposobna narediti. Ta napad je trajal nekje pol ure. Jaz nisem več nikoli doživela tako dolgega in intenzivnega napada. Najhuje je bilo pa to, da jaz takrat nisem vedela, kaj sploh doživljam. Jaz nisem vedela, da gre za napad, za panični napad, ki mine. Ampak je minil in takrat sem se potem nekako uspela prestaviti do posle in zaspati. In potem, ko sem se zbudila, se je zdelo, kot da je nekdo pač v tem napadu izklopil moje telo. Da sem bila prej na 120%, potem pa na 0%. In v naslednjih dneh sem se potem oglasila pri svoji osebni zdravnici, ki mi je po opisu simptomov mojih misli in načina življenja preteklih let postavila diagnozo izgorelost in pripisala bolniško. Jaz sprva tej diagnozi še vedno nisem verjela. Nisem se strinjala z zdravnico in ko mi je pripisala 3 tedne bolniške, sem se res upirala z vsemi 4. Spomnim se, da mi je zdravnica takrat rekla, da se je to nabiralo v telesu in da izvira iz visokih pričakovanj glede sebe. Biti priden, pa težnja po perfekciji. In jaz sem se takrat spraševala, če sem bila res prestroga do sebe. Jaz sem to počela že 26 let. Kako potem spremeniš nekaj, kar te žene že vse življenje? Na zdravniškem pregledu po tistih 3 tednih bolniške sem počasi dojela, kaj pomeni to, kar so mi vsi govorili, da se zdravljenje ne bo končalo čez noč. Takrat sem se že strinjala, da bolniško podaljšam, ker sem bila še vedno brez energije, večino dni sem prespala. Začela sem poslušati podcaste in se sprehajati po Golovcu. Enkrat na teden sem tudi obiskovala svojo terapevtko. Veliko sva govorila o tehnikah sproščanja. Učila sem se na novo odkrivati dejavnosti, v katerem bi v danem trenutku uživala. Iskala sem neko avtentičnost, ki sem jo mogoče na poti nekje izgubila. Spet sem ugotavljala, katere vrednote so mi pomembne in kakšno življenje si želim živeti. In že dober mesec po odhodu na bolniško se mi je začel svitati, da je izgorelost prišla z lekcijo, da se naučim biti bolj prijazna do sebe. Jaz sem izgubila stik z vsem, sabo in z vsem, kar mi je izven dela prinašalo veselje. In ignorirala sem ta res glasna opozorilna sporočila telesa, naj se ustavim. Na tisti točki sem mogla sprejeti svojo krhkost in ranljivost. Sprejeti sem morala, da potrebujem spremembo, ker to, tako kot sem se takrat jaz počutila, to nisem bila jaz. O pogledu nazaj mi je postalo jasno, da se je ta točka zloma v bistvu približevala že kar nekaj časa, ampak da sem jaz ignorirala vse simptome, predvsem telesne, te znake, ko se nisem počutila fizično dobro in tudi psihično. Šele telesni in duševni zlom mi je v bistvu pokazal drugo plat prestrogih zapovedi, ki sem jim sledila. Pomembno se mi zdi pa vedno poudarjati, da za razlog za izgorelost ne leži v številu ur, ki jih oddelamo. Jaz nisem izgorela, ker sem za redno službo popoldanski SP in samoiniciativne projekte delala 7 dni na teden in pač čist preveč ur na dan, ampak predvsem, ker sem se ob tem še vedno počutila, da to ni dovolj in predvsem, da jaz nisem dovolj, da nisem dosti dobra, dosti pridna, dosti uspešna. In ko sem po letih prekomernega dela in zapostavljanja vseh drugih vrednot dosegla točko, kjer fizično res nisem bila več sposobna delati in se je meni ob tem zdelo, da sem ostala brez vsega, predvsem pa brez smisla in brez lastne vrednosti, takrat sem bila pripravljena na uvid, da sem nekje skrenila s prave poti. Pri delu nisem več zasledovala vrednot, ki bi mi bile zares pomembne. Željo po
več dela in več uspeha je v resnici gnal perfekcionizem. In danes bi rekla, da je razlog za mojo izgorelost to, da sem vrsto let spodbujala napačne vzorce, izpolnjevala napačna pričakovanja. In če tudi mi je ta stavek tako mal klišejski, ampak ja, se mi zdi, da sem izgorela, ker pač se nisem imela dovolj rada. In spomnim se točke, ko sem dojela, da je v redu, tudi če si vzamem dan bolniške ali pa pač mal daljšo bolniško, da je treba poslušati svoje telo, še posebej, ko nam ta daje znake, da nekaj ni okej. Meni je bilo vsekakor takrat zelo težko sprejeti pomanjkanje moči, se prilagoditi tej spremembi in temu, da nisem bila več zmožna vsega, kar sem si želela ali pa tega, kar sem uspela narediti prej oziroma niti približno to kot prej. In eden izmed motivov, da ustvarim podcast, je tudi, ker se spomnim tistega obdobja bolniške, ko sem imela res najmanj energije in nisem uspela niti brati knjig, sem pa lahko poslušala podcaste. Takrat sem pomirjujoče vsebine našla samo v angleščini, pa sem si jih želela tudi v slovenščini, sploh ker kljub temu, da sem živela v tujini in mi je bila angleščina blizu, se mi zdi, da vsem poslušati v maternem jeziku vsebine pač se te bolj dotakne, vsaj mene, in nekako je vse to še lažje poslušati v lastnem jeziku. Jaz sem si takrat želela slišati zgodbo koga, ki je šel čez podobno, slišati usmeritve tistih, ki so to, kar sem jaz doživljala, že dal skozi, in sem si želela, da bi mi rekli, da je luč na koncu tega tunela. Nekaj tednov nazaj sva šla s fantom na obisk 2 znancema in ona je bila ravno na bolniški zaradi izgorelosti. In spomnim se, ko sva prišla k njima, sem pomislila, zakaj nisem vzela s sabo svoje knjige, da bi ji prinesla za darilo in bi ji mogoče pomagala ali pa bi dal nek izziv za naprej. Oziroma niti ne nujno izziv, mogoče samo pač, da bi prebrala lahko moj del, kako sem se jaz soočala s to zgodbo in kje sem jaz iskala upanje za naprej. Potem pa mi je ona slučajno omenila, da sploh še ne more brati knjig. In danes res upam, da bom s svojim podcastom prišla do koga, ki je na tej točki, ki mogoče še ne uspe brati knjig, lahko pa posluša. Upam, da komu na tej točki posvetim to luč na koncu tunela, ki sem si jo jaz takrat želela. Da podelim in pokažem, da se po izgorelosti vrne energija. Jaz sem spet s časoma lahko brala knjige in ko je menil dovolj časa, sem jih lahko celo tudi pisala. V obdobju dna, ko za to nisem imela energije, je sledila sprememba in evo, danes spet ustvarjam. Ustvarjam sicer v zelo drugačnem, mnogo bolj umirjenem tempu, ampak sem tej spremembi danes res zelo hvaležna. Jaz sem se takrat po nekaj mesecih bolniške vrnila nazaj v službo, sprva za polovični delovni čas. Večkrat me je kdo vprašal, kako to, da sem se vrnila nazaj v okolje, kjer sem izgorela. Ampak spet, naj poudarim, da ne izgorimo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi naših vzorcev delovanja, zaradi skrkanih odnosov, v prvi vrsti do sebe in potem tudi z drugimi. Poleg tega pa mi je bilo takrat meni lažje iti v znano okolje nazaj, kot se pa podati v novo okolje ali pa iti na eno povsem novo pot. Izgorelost me je povabila na pot bolj počasnega, zavednega in izpolnjenega življenja. Če je prej moj urnik odražal pomembnost dela in ustvarjanja, sta pozneje prvi mesti zasedla notranji mir in zadovoljstvo, za kateri sem si spet začela prizadevati na več področjih. V odnosu do sebe, do bližnjih, v naravi, gibanju, iskanju lepote, hvaležnosti in pomoči drugim. In hvaležna sem, da s časoma spet tudi pri delu in ustvarjanju. Kljub temu pa takrat, ko sem se postavila na noge, nezadovoljstvo ni povsem izginilo. Še vedno sem se srečevala z izgubljenostjo, z dvomi, otožnostjo in v želji po več zadovoljstva se je v meni rodila ideja za projekt 100 dni za boljšo mene. En tak izziv, ki sem si ga zadala in za katerega sem si rekla, da bom vsak dan naredila eno majhno dobro dejanje z namenom,
da bi izboljšala svoje telesno in duševno počutje. Oziroma svoje, mogoče pa izboljšam še počutje koga izmed svojih bližnjih. Izziva sem se lotila na Instagramu, kjer sem vsak dan objavila zapis in ga opremila z ilustracijo. V zapisu sem pa odgovorila na 3 vprašanja. Kaj sem tisti dan naredila bolje, če se je zaradi tega kdo bolje počutil in a mi je dejanje prineslo kakšna nova spoznanja. In v 100 dneh se je potem meni res življenje občutno izboljšalo in spremenilo. Dosegla sem številne majhne in velike spremembe. V tistih 100 dneh sem pustila službo v agenciji in stopila na samostojno podjetniško pot. Spoznala sem sedanjega partnerja in z njim stkala ljubeč odnos. Konce tedna sem začela preživljati v naravi namesto za računalnikom. Vrnila sem se k teku, k jogi, si prizadevala za boljše odnose, iskreno spregovorila o izgorelosti, o izgubi, o perfekcionizmu. Predvsem pa je bila ta glavna sprememba, da sem se na koncu počutila bolje. In ta moja sprememba na bolje in še številni pozitivni odzivi, ki sem jih dobila na Instagramu, so me spodbudili, da bi ta svoj izziv ponesla naprej. K spremembi na bolje sem želela nagovoriti še koga. In založba Mladinska knjiga je v moji ideji videla potencial in izdali smo knjigo z naslovom 100 dni za boljšo mene, v kateri so zbrani moji zapisi in ilustracije in notri so tudi prazne strani, samo s temi vprašanji, namenjene, da ti kot bralec oziroma bralka sama stopiš na lastno 100-dnevno potovanje v smeri boljšega počutja. Včasih sem slišala očitke, niti ne direktno na svoj račun, pa vseeno, kako to, da mi zgoreli potem pišemo knjige, če smo pa toliko utrujeni in izčrpani. In naj poudarim, da tekom bolniške in v hudi utrujenosti, saj jaz sem bila polna depresivnih misli in nemira, vsekakor nisem bila sposobna pisati knjige. Dvomim, da jo je kdo na bolniški zaradi izgorelosti sposoben. Da je sploh kdo v tistem obdobju ali kreativen ali pa produktiven. Takrat se sprva boriš, da sploh nekako staneš na gladini, da greš iz dneva v dan in najdeš toliko motivacije in navdiha, da sploh si greš umit zobe, da poskrbiš za prehrano in da nekako pač preživiš vsak dan posebej. In navdih in motivacija za ustvarjanje, sploh pa za pisanje knjige sta se vrnila po daljši bolniški, ker v meni na srečo ni zamrla želja po tem, da bi ustvarjala nekaj dobrega, kar ima mogoče potencial še komu pomagati. Če sem projekt začela v upanju, da so majhni koraki bistveni sprožilci sprememb in da so majhne stvari ključ do sreče, sem po 100 dneh zato imela potrditev, ki sem jo želela podeliti naprej in z njo spodbuditi še tebe, da ne ostajaš v coni udobja, sploh če se v tej coni udobja ne počutiš dobro. S knjigo 100 dni za boljšo mene sem si želela, oziroma še vedno si, da moja zgodba služi kot motivacija in da ponudi upanje, ko korak postane težak. Želim si, da te navdahne, da na lastni koži preizkusiš, kako je sprememba na bolje dosegljiva, po mojem receptu že samo z enim majhnim dejanjem na dan. Tako, tu po izidu knjige 100 dni za boljšo mene danes zaključujem tole epizodo. Resnično upam, da sem ti uspela prikazati en način, primer soočanja z izgorelostjo. Želim si, da bi kdo zaradi moje odkritosti mogoče prej prepoznal simptome tega stanja ali pa celo morda pravočasno uvedel v svoje življenje spremembo, če je to potrebno. Za konec pa še ena meni ljuba misel pisateljice Cheryl Strayed, ki pravi: vedno je sončni vzhod in vedno sončni zahod in na vas je, da se odločite, da boste zraven. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar.
Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.